Poglejte, tole tukaj, to je za mnoge otroke po svetu, to je neprecenljivi zaklad. Namreč ogromno otrok je na svetu, ki nažalost nimajo možnosti šolanja, se pravi, ne znajo brati, ne znajo pisati. Ampak oni si vsi tega strahotno želijo. Pa sem videla otroke po svetu Azije, Afrike, kjerkoli, njihova največja želja in hrepenenje je priti v šolo, ker edino v tem vidijo svojo boljšo prihodnost, boljše življenje. In tako da včasih se mi zdi, bi morali iz svojega egoizma izstopati in pomagati po najboljših močeh, da bi res vsi otroci ali vsaj večina otrok na svetu dobila vsaj to osnovno, da bi znala pisati, da bi znala brati. Veste, pri nas so razredi, v katerih sedi 25 otrok, pa pravimo, joj, koliko preveč jih je. Jaz sem videla en sam prostor, kjer se je gnetlo 150 otrok. Vsi skupaj so imeli 2 svinčnika pa en papir. V glavnem pa včasih sem srečala otroke v silni želji, da bi se naučili pisati. Sem recimo videla v Afriki, na pločniku sta sedeli 2 punčki, imeli sta v rokah lesene tablice in leseno palčko, ki sta jo namakali v nekak črn tuš in sta potem pisali na to ploščico, in ko je bila stran polna, sta vzeli pilco in sta spile, da sta imela prazno, da sta ponovno lahko začele vaditi. Čisto vsi otroci na svetu imajo pravico, da se naučijo pisati, brati in vsaj osnovnih stvari. Skratka, mislim, da ni treba pripovedovati o tem, da je to resnično edina pot iz revščine, pot za boljše življenje za vse otroke. Pri tem mislim seveda tudi na marsikakšne otroke pri nas doma. Najbrž vsi vemo, o katerih otrocih govorim. Treba jim je omogočati, da se naučijo osnovnih stvari. Mislim, da jim moramo to omogočati po naših najboljših močeh. Le tako bo njim bolje in če bo bolje njim, verjemite, bo bolje tudi nam.